Začenjamo na Nizozemskem in sicer v Višavah. Ne na ta način v Višavah, pač pa pri pticah. Te predstavljajo velik problem za tamkajšnja letališča, ne samo da ovirajo letala pri vzletu, ampak hkrati tudi popolnoma ignorirajo kontrolorjeva navodila in delajo kaos v zračnem prometu. Na amsterdamskem letališču so se te nadloge lotili na zelo unikaten način. In preden me vprašate, ne, niso kurili trave zraven steze. Dajmo pogledati. Bird control uses different tools. They have the laser to scare the birds. They use sounds. Vendar to ni bilo dovolj, da bi se ptic znebili. Zato je tretjemu največjemu evropskemu letališču na pomoč priskočilo še 19 prašičev. Nad ptice so poslali pujse, ti pa so se izjemno izkazali. Ne samo, da so učinkovito pregnali lokalne ptice, zelo priljubljeni so bili tudi kot lokalna svinjina v letaliških hot dogih. To je bila prva izmed 3 šal, ki veganom ne bodo všeč. Jaz se hecam, seveda prašiči so še vedno živi in kmalu bodo nekateri izmed njih dobili še več podobnih projektov. Tisti, ki pa se jim iz nekih razlogov ne da delati fizično, pa baje razmišljajo, da bi šli v politiko. Druga današnja bizarna novica povezana z letali pa je pristanek južnoafriškega potniškega letala na Antarktiki. In zakaj je to novica? Najprej zato, ker je Antarktika ena od redkih celin, ki še ni zaprla meje za južnoafriške letala. Kot drugo pa, ker antarktična pristajalna steza bolj spominja na biatlonsko progo in je vsak pristanek vrhunski dosežek. Dajmo si pogledati. Južnoafriško letalo Airbus A340 je takole pristalo na beli celini. To je bil zgodovinski trenutek za pilota, čeprav ste ob tem pokazala enako navdušenje kot obiskovalci, ki so si ogledali prižig lučk v Ljubljani. Ali bodo na Antarktiki od zdaj naprej redno pristajala potniška letala, ne vemo, vemo pa, da zagotovo ne bodo rabili pujsov, da bi preganjali ptice. Prvič, ker njihove ptice ne letijo in drugič, ker so pri tako nizkih temperaturah pujsi navadno v rahlo drugačnem stanju. Ta je bila druga šala, ki je vegani ne podpirajo. Še ena bo, obljubim. Pred oglasi pa še v Indijo, kjer so aretirali farmacevta, ki je poskušal prodati kitovo bruhanje. Res je. Ne samo, da obstaja trg za te reči, ker je ta nenavadni izloček uporaben v farmaciji, je kitovo bruhanje vredno več kot $2 milijona. Tako da, če hočete na hitro obogateti, lahko torej poskusite z loterijo ali pa se spoprijateljite s kitom, pa mu postrežete cviček. Obstajajo pa tudi drugi nenavadno dragoceni izločki, naprimer blato cibetovk, iz katerega delajo kavo, blato pande, iz katere delajo čaj, ter semenska tekočina Elona Muska, iz katere delajo Tesle. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.